Spoštovani, za začetek naj ponovim, sem podpornica jedrske energije. Podpiram namero poslank in poslancev, da predvidoma že v tem mesecu v Državnem zboru sprejmejo resolucijo o miroljubni rabi jedrske energije. Podpiram načelni referendum o opredelitvi glede jedrske prihodnosti države in posebej o izgradnji nove jedrske elektrarne, ki naj bi bil organiziran čez slabe pol leta. Oglašam pa se zato, ker gre za daleč največjo investicijo v zgodovini Slovenije in ker menim, da o njej državljanke in državljani premalo vemo, kar ni prav. O projektu takih razsežnosti mora biti javnost podrobno, pošteno in nepristransko obveščena. Prav vsak med nami mora biti dobro seznanjen z usmeritvami oziroma alternativami naše energetske in posebej jedrske prihodnosti. Zato se mora razprava preseliti med ljudi, ven iz Državnega zbora in strokovnih krogov. Ljudje so tisti, ki so in bodo živeli s pametnimi in napačnimi odločitvami politike. Prav zato, kot predsednica države, ki so jo izvolili ljudje na neposrednih volitvah, aktualni politiki, desni, levi in sredinski, postavljam vsaj 5 vprašanj, na katera mora javnost dobiti odgovore. V nadaljnjih 3 točkah predlagam tudi, kako si politika lahko pridobi zaupanje javnosti, s tem, da k projektu pristopi transparentno, vključujoče, brez skrivanja pomembnih informacij. Prvič. Predsednik vlade je povedal, da bomo volivci o JEK2 na referendumu najverjetneje odločali 2-krat. Najprej zato, da damo politiki načelno usmeritev, ali naj prihodnje energetske potrebe sploh rešuje z jedrsko energijo. In potem še enkrat. To mimogrede predvideva koalicijska pogodba, zato da se lahko informirano odločimo o naložbi in njeni obliki, ko bo na voljo več podatkov. Šele takrat torej, ko bomo vedeli več, se bomo lahko dokončno odločili, ali podpiramo projekt izgradnje JEK2. Če torej načelni referendum o podpori jedrske energiji imamo na vidiku, se sprašujem, kje je obljuba za informirani referendum o konkretni investiciji? Zakaj koalicija ne izpolnjuje lastnih zavez? Zakaj si politika drugega, odločilnega investicijskega referenduma ne želi? Pogosto slišim odgovor, češ da javnost ni dovolj strokovno usposobljena za presojo o tako kompleksnih zadevah. Vedno znova poudarjam, tako politikom kot stroki, ne podcenjujte javnosti in njenih preferenc o tem, kam naj se javni denar namenja in kaj lahko zanj dobimo. Drugič. Kdo bo financiral izgradnjo nove jedrske elektrarne? Javnost mora izvedeti za določene informacije, o katerih premalo govorimo. Naj jih naštejem nekaj. Realne ocene so, da bo sama izgradnja elektrarne stala okoli 16 milijard evrov. Primeri iz tujine kažejo, da se stroški izgradnje lahko med samo gradnjo povečajo tudi za več milijard evrov. Smo prepričani, da zmoremo obvladovati ta finančna tveganja, če da, kako? Ali si torej novo jedrsko elektrarno sploh lahko privoščimo? Ali ni za nas in naše potrebe preprosto predraga? Na tako vprašanje z načelnim referendumom ne moremo odgovoriti. Tudi zaradi tega potrebujemo še en referendum. Takrat, ko bomo o projektu vedeli več, bistveno več, kot vemo danes, ali bomo vedeli do novembra. Poleg stroškov izgradnje samega objekta bodo zagotovo potrebne tudi druge nujne, a posredne investicije. Katere in kakšne so projekcije stroškov zanje? Denimo, unikatna prilagoditev izvedbe potresnega območja bo verjetno terjala dodatno financiranje. Imamo odgovor na vprašanje, na koliko so ocenjena ta dodatna sredstva?
Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom. Tretjič. Kakšna bo cena električne energije v Sloveniji, če zgradimo novo jedrsko elektrarno? Kdo zagotavlja, da bo cena elektrike vseskozi taka, da jo bodo prenesle denarnice potrošnikov in gospodarstva? Kaj bomo naredili, če bo ceneje elektriko uvažati, investicija pa se bo izkazala kot nasedla naložba? Spomin na TEŠ 6 je svež in država za svoje napačne odločitve plačuje še danes. Za volivke in volivce referendum torej ni zgolj vprašanje jedrska elektrarna, da ali ne. Tak projekt terja mnogo bolj poglobljeno razpravo, danes pa imamo bistveno več vprašanj, kot imamo odgovorov. Zato pričakujem vključujoč, neodvisen, transparenten, z referencami preverljiv mednarodni preizkus ekonomskih kazalcev take naložbe, njenih prednosti in njenih slabosti. Četrtič, kakšna je v resnici vizija energetske preskrbe v Sloveniji, kaj je energetska alternativa JEK2 in ali smo jo že resno analizirali. Pravzaprav bi moralo biti prvo vprašanje, ki si ga odgovorna politika glede na astronomski strošek nove jedrske elektrarne morala zastaviti naslednje. Ali Slovenija lahko preživi brez jedrske energije? Pod kakšnimi pogoji? Takšne odgovore bi morali poiskati z resnimi strokovnimi študijami. Zato se ne smemo pogovarjati v jeziku jedrska energija nad vsem. Petič, se zavedamo, da bo referendumska odločitev za dolgoročno rabo jedrske energije potekala ob dejstvu, da še nismo rešili vprašanja radioaktivnih odpadkov iz obstoječe jedrske elektrarne. Res je, da bomo letos začeli z gradnjo odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke iz NEK1, a le za slovensko polovico. Po drugi strani Slovenija še nima trajne rešitve za izrabljeno jedrsko gorivo in visoko radioaktivne odpadke. Če naj se javnost torej izreče o gradnji nove jedrske elektrarne, potem je ta javnost upravičena do jasnega odgovora. Kdaj bo država ta problem rešila, kako, kakšna finančna sredstva bodo potrebna in kdo bo to financiral. Vse to niso vprašanja za strokovne ožje kroge. To so vprašanja za javnost, ki iz svojih žepov plačuje tako za velike projekte, kot za velike napake politikov. Zato politiki in javnosti podajam 3 predloge, ki bodo razpravo o energetski prihodnosti Slovenije in vlogi jedrske energije naredili vključujočo, odprto, predvsem pa pošteno, iskreno in transparentno. Prvič. Državni zbor mora dodelati besedilo resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije. V obstoječi različici namreč ni jasno opredeljene obveznosti vlade, katerekoli vlade, da po opravljenem referendumu glede načelne opredelitve o rabi jedrske energije pripravi elaborat o projektu, o katerem bodo, ko bodo končan, državljani na referendumu odločali še enkrat. Drugič, zato ker je drugi referendum nujen, predlagatelje referenduma pozivam k ponovnemu premisleku o spremembi referendumskega vprašanja in sicer tako, kot predlagajo Mladi za podnebno pravičnost. Na prvem referendumu bi se državljani odločali o konkretnem vprašanju, ali dati tej in naslednji vladi mandat za pripravo projekta ali ne. Če bo referendum uspešen in vse ustrezne priprave izvedene, bodo rezultati priprav deležni ponovne in dokončne presoje volivk in volivcev o tem, ali podpiramo obliko projektne izvedbe, kot bo predstavljena čez leta. Tako zastavljeno vprašanje je preprosto, pošteno do vseh. Vse, kar pričakujem od predlagateljev referenduma je, da dajo zgled dobrih gospodarjev, od javnosti pa, da na primeren način, torej referendumsko, oceni, kako gospodarni so v resnici pobudniki. Zagotovo bo priprava projektne dokumentacije stala veliko. Ocene so od 70 pa tja do 100 milijonov evrov. Toda, če javnost JEK2 na drugem referendumu ne bo dala zelene luči,
kaj je 100 milijonov evrov priprave dokumentacije s 16 milijardami ali celo več, če v tem trenutku sploh ne vemo in ne znamo kredibilno napovedati višine vseh stroškov za izgradnjo elektrarne. Tretjič, v Sloveniji je treba zagotoviti najširšo, vključujočo in demokratično razpravo o energetski prihodnosti Slovenije in v okviru te o morebitni izgradnji nove jedrske elektrarne. V tej razpravi mora biti medijski prostor vsak dan, tja do referenduma, pozoren na raznolikost mnenj in v vseh kredibilnih medijih enakomerno razporejen. Posameznim skupinam zagovornikov, tudi če so finančno bistveno močnejše od ostalih, je treba preprečiti, da svojo premoč zlorabljajo v medijskem prostoru. Zato mi dovolite za konec tega daljšega sporočila, ki ga želim javno posredovati poslankam in poslancem v Državnem zboru, še eno sporočilo. Odgovor na vprašanje, ali podpirate in si resnično želite transparentne, iskrene in poštene razprave, lahko poslanke in poslanci svojim volivkam in volivcem posredujete že ta mesec. To lahko storite z dopolnjeno resolucijo, v kateri bo jasno zapisana zaveza za izvedbo drugega investicijskega referenduma za izgradnjo nove jedrske elektrarne. To boste storili tudi s predlogom in sprejetjem drugačnega referendumskega vprašanja, ki bo odražal tisto, kar je najbolj pomembno. Da odgovorno odločamo o prihodnosti svojih družin, njihovih otrok, generacij in ne samo ene, ki prihajajo za njimi. Da odločamo o nas in naših zanamcih, ki bodo z odločitvijo glede naše energetske in predvsem jedrske prihodnosti morali znati živeti in jo tudi plačevati. Naj vas k premisleku o tem, ali je treba dopolniti resolucijo in spremeniti referendumsko vprašanje, spomnim na razliko med politikom in državnikom. Politik dela za naslednje volitve, državnik pa za prihodnje generacije. Pozivam vas, da v procesu sprejemanja tako težke in zgodovinske odločitve ravnate državniško. Hvala. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.